Režiser filma Leon Vidmar. Kalisi Luna Meglič, ki je posodila glas deklici Suzani. Producent filma Kolja Saksida. Zdaj pa jim naklonimo en velik aplavz, če vam je bil film všeč. Pripravite čim več vprašanj, ampak prvo si vzamem jaz. Kalisi, ti si naša najmlajša gostja in si posodila glas Suzani v filmu. Govorila si to, kar govori ona, vse, kar slišimo, si v bistvu povedala ti, je res? Kaj je bilo, morala si uprizoriti, povedati, pričarati zelo veliko čustev, jezo, žalost, razočaranje, radovednost. A ti je bilo kdaj težko kakšno čustvo povedati? Katero je bilo najtežje? Smeh, ker težko se je na silo smejati. Aha, ampak si uspela? Ja. Kaj ti je pomagalo pri tem, da si se smejala, so te žgačkali? Ne vem, mogla sem se na silo. Si se mogla na silo, ampak... dobro ti je uspela. Okay. Z nami je tudi Bogdan, še en gost, ki je morda malo manjši, pa prepuščam Leonu Vidmarju, režiserju, da ga predstavi. Ja, to je Bogdan, ki je z nami že kar dolgo časa. Nastajal je s pomočjo Patricije Martiz-Ortines, ki je likovno podobo delala. Smo pa tudi mi se kar veliko pogovarjali z njo, kakšen naj bo, kako si ga jaz predstavljam na podlagi scenarija. Ampak največji čar je bil tako, da jaz sem imel eno vizijo, pa sem ji narisal nekaj, ker tudi sam znam risati, ampak pol je noro to, da je ona na podlagi samo mojih besed pa mojih predstav mi poslala slikco in je bilo tako, to je on. Tako da je rato pol zelo, ni bilo veliko spreminjano, no, tako bom rekel. Ker včasih se zna karakter kar razvijati pa spreminjati, no on se je, kot da se je rodil in je rekel, jaz bom igral. Jaz hočem v ta film povedati to zgodbo, super. Kolja, ti pa si producent, kaj v filmu čisto zares počne producent, razen tega, da je glavni? To mogoče ni tako bistveno, kot producent je pri filmu od samega začetka in do samega konca in upleten tudi potem, ko je film končan, se pravi v distribucijo filma. Producent poskrbi za to, da ekipa, koliko se le da, nemoteno dela in priskrbi finance. V tem filmu smo bili 4 glavni producenti oziroma 4 produkcijske hiše, tako da smo se tudi mi med sabo kar veliko pogovarjali in usklajevali. Prav. Če je kdo pogumen že med vami, prepuščam vprašanja vam. Kdo bi kaj vprašal? Kar roke gor. Imamo na balkonu. Zakaj je bilo toliko smrti pa nekih nesreč v vseh teh zgodbicah? Bom tako zelo na hiter odgovoril sem s tem, da ker je to po knjižnih predlogah Arnošta Goldflama, to je en češki avtor, in je že v knjigah so večinoma vse te teme not, ko smo jih mi samo adaptirali za animirani film, pa mogoče smo nekatere stvari malo prilagodili, da niso toliko temačne, kot so bile v knjigah, no, tako da bi bilo lahko še hujš. Če jaz še dodam, ker je glavna tema filma je izguba. Se pravi, izguba je pa tudi smrt, ne? Leon, že v prejšnjem filmu si ti pripovedoval zgodbo o fantu, ki se spominja, kako je lovil ribe z dedkom. In tudi v tem filmu se mi zdi, da so stari starši taka zelo pomemben element filma. Si imel tudi ti kakšno tako prav posebno babico ali pa posebnega dedka? Po mojem imamo vsi kakega posebnega dedka, tako da ja, seveda. Ni bilo to naključje, ampak te je potegnila tudi ta tema k filmu? V bistvu temo, že samo zgodbico smo si lahko zbrali, ker je bilo malo več teh zgodbic, ko smo jih pa mi na koncu podobili.
In mene je pritegnilo to, da on leti, to bo zelo zabavno snemati, se mi je to zdelo nekaj čarobnega. Sicer moram reči, da pol, ko smo dejansko snemali, je bilo to zelo težko in zelo naporno, ampak ja, upam, da nam je ratalo, kakor toliko iluzijo narediti. Si bomo pogledali na razstavi, kako ste to naredili. Še naprej vprašanja, kar roke gor pogumno. Še eno tukaj na balkonu. V prvi zgodbici pa v tretji zgodbici je bila ena ful podobna babica. Je bila slučajno ista? Ja. Aha, ok. Je. Ta, ki je hodila po cesti, ja, po potki. Je ista, ja. Pozorne. Za nalašč smo jo dali noter, tako malo, da se malo poveže. Pozorne oči otrok vse opazijo. Evo, tamle gor. Koliko let ste delali ta film? Koliko si pa stara punca ti? Ja. 8 let. To je točno toliko. Točno toliko. Začeli smo, ko si se rodila. Tako. Film je nastajal. Film je nastal od leta 2017 in prav ta izračun drži. Če ste stari 8 let, ste se takrat rodili, če ste stari 12, ste hodili v vrtec. Skratka, rojstvo in tega filma je zelo dolg proces. Še naprej vprašanja, radovedne. Ali komentarji na film, kaj vam je bilo všeč, kaj vas je potegnilo, kaj se vam je zdelo najbolj zanimivo, kaj bi drugače? Evo. Še kdo? Mene zanima, kako ste to naredili, da se ni videl rok, kako ste držali uno pa to. Kako so držali lutke, da se ne vidi, da se premikajo? Boš povedal ti, Leon? Ja, to je pa zelo tehnično rečeno, bi rekel tako, da smo imeli, ko smo imeli recimo njega, Bogdana, ne, pa je bila tale roka, ta rig se temu reče v angleščini. Ko smo snemali, smo predtem naredili slikco brez njega, pa na koncu, ko smo nehali snemati, smo dali ven pa še eno slikco naredili, tudi ko ga ni bilo not. In potem se je vsako slikco posebej zbrisala roka ven in se je uporabljalo ozadje, ko ni bilo njega not. Kar precej čarovnije, ki si jo boš mogoče še lažje predstavljal potem. Moram pokazati še knjižico. Na razstavi boste tudi videli te pomožne roke, oziroma po angleško, kot je rekel Leon, rige. Tako da si boste mogoče še bolj plastično lahko predstavljali, plastično pomeni bolj nazorno, dejansko si boste lahko ogledali, kako izgleda tudi sama scenografija, lutke in tako naprej. Pa pred izhodom vas čakajo te knjižice, tisti, ki jih še nimate, in tudi notri si lahko preberete zelo veliko o filmu. Zdaj pa mislim, da imamo že vprašanje naprej na balkonu. A bo pogostitev? Pogostitev bo za tiste, ki boste dovolj radovedni, da boste prišli do Slovenske kinoteke na razstavo. Bo pogostitev. A uganete, kaj bo? Katero sadje bi si zaslužilo? Jabolka. Morda, boste morali preveriti. Evo, ogrizki. Pol pomeni, da si pošast, če ješ ogrizke. Še kakšna? Aha, povej. Do same ideje ne. Osnovna ideja je bila od češkega producenta, ki je bila na začetku nekoliko drugačna, pa smo jo tekom razvoja spremenili. Ampak ja, predprodukcija na splošno je pri animiranih filmih in ključen in posledično dolgotrajen proces, sploh pri lutkovnem animiranem filmu. Tako da sama poprodukcija oziroma postprodukcija ni toliko trajala, recimo 1 leto. Snemali smo pa ne popolnoma istočasno vsi. Čehi so bili najprej, potem smo mi, potem Slovaki, vmes Francozi. Ampak ja, ta predprodukcija in tudi
razvoj ideje pa nabiranje sredstev, ker je bilo pač potrebno kar nekaj sredstev nabrati po vseh državah in potem še po nekih drugih skladih. Kalisi, kako pa je potekalo snemanje glasov? Mi kar mislimo, da so glasovi v filmu kar samoumevni, da kar nastanejo, ampak pri lutkah ni tako, ne? Lutke ne govorijo, si ti pomagala, da je lutka oživela in govorila. In kako je to potekalo? Kakšen je bil, recimo, koliko dni ste to počeli, pa kakšen je bil en tak snemalni dan? Kaj vse si mogla narediti? Ja, jaz se ne spomnim čisto točno, koliko časa sem snemala. Mislim, da 3 dni, ampak ne zapored, pa vsak dan po, ne vem, po 1 uro ali nekaj tajnega. Pa pač smo snemali v studio z besedilom, pa zraven sem videla tudi sliko, pač kakšen je moj lik, kako pač mimika, pa pol je bila pa režiserka, ki mi je povedala, na kakšen način točno moram to povedati. In si se naučila besedilo na pamet ali si lahko brala? Ne, zraven sem imela besedilo. Si imela besedilo. Pa ste mogli velikokrat ponavljati kakšne stvari? Ali kako je bilo? Si bila sama v studiu ali je bilo več glasov naenkrat? Ne, sama sem bila. Pa ja, velikrat smo šli kakšne replike čez, zato ker pač najprej sem se mogla sploh navaditi to povedati, pa sem mogla s čustvi in ja. Ok, super. Lepo. Eva. Rečem še zadnje vprašanje. Kdo bo imel to čast? Ok. Kdaj bo dvojka? Kdaj bo dvojka? Po moje bo naslednji celovečerni film v Sloveniji, pa mogoče, da bo ali tako, da bo z večjimi državami nastal ali pa samo Slovenijo kot glavnim producentom, kakšnih 15-20 let, žal. Mislim, da čez 8 let ne bo še celovečerca v Sloveniji. Upam pa, da se motim, no. Upam, da se pa motim. Upam, da se motiš in da ne bodo šele vaši otroci prišli do naslednjega. Imaš še ti? Kdo bo v naslednjem filmu umrl? Chuck Norris. Chuck Norris. Ekipa, hvala vam za to, da ste prišli v goste, hvala vam za film. Vas pa vabim najprej, da si vzamete knjižico, nalepke ob izhodu, da poveste prijateljem, sorodnikom, babicam, dedkom, sošolcem, sošolkam, naj pridejo v kino in naj si pogledajo ta film. In potem, da se skupaj odpravimo v Slovensko kinoteko, kjer si lahko gledate, kako je film nastajal. Tisti, ki želite, pa se nam lahko za kratek čas pridružite tudi tukaj, kjer bodo avtorji dali na kakšno knjižico tudi kakšen podpis. Tako da hvala vam. Hvala.